Jaz se lepo zahvaljujem za to priložnost, da sem med vami. Dotaknili ste se ene teme, ki je pravzaprav za sodobnega nevroznanstvenika nepričakovano se pojavlja in je zelo zanimiva, ker postavlja vprašanje, ali vse tole, o čemer se danes pogovarjamo, ali se dejansko tudi tako fizično zapiše v možgane, in če se zapiše v možgane in se možgani morda spremenijo, ali potem to ostane zavedno, ali se da kaj narediti, se pravi čisto na enem takem, bom rekel, nevrološko-znanstvenem nivoju. Znanost, vse posod, kamor znanost pride, je koristna. Mislim, da prenaša neke vrste umirjen diskurs, skuša, bom rekel, pregnati ali predsodke ali neke strahove. Zakaj? Zaradi tega, ker pravzaprav temelji na tem, da je pomembno vedeti, ne pa v nekaj verjeti, da je zelo pomembna previdnost, zlasti pri uvajanju novih stvari, da je zelo pomembna previdnost, vendar da ne kot posamezniki, ne kot družba ne smemo biti ohromeli od strahu pred novim. Izjemno pomembna pri vsem tem in vse bolj pomembna je etika in dobronamernost do človeka in do družbe in seveda pomembna je pot naprej. Ne vemo, kako bo človeštvo končalo in kje bo, vendar moramo na optimistični noti se zazreti naprej, ne pa biti romantično zazrt v minulo. Pred nekaj leti se je v tejle reviji Atlantic pojavil zanimiv članek, ki je pravzaprav veliko pozornost vzbudil po celem svetu, in sicer je trdil, da nas googlanje, da nas Google poneumlja. Zdaj, poneumlja je tak splošen izraz, ki ga v laični, ki ga v vsakdanjem, bom rekel, svetu in življenju vemo približno, kaj mislimo. Seveda en nevrolog ali pa nevroznanstvenik ali pa psiholog bo pa rekel, ampak kaj mislite pod poneumljanjem? No in raziskave zadnjih nekaj let skušajo na to vprašanje odgovoriti. In morda bo moj zadnji slajd en zbir tega, do česar je zdajle približno objektivna znanost o vplivu digitalnih medijev na možgane prišla. Svojo predstavitev sem zasnoval takole. Za razumevanje vpliva teh sodobnih medijev na možgane, na zgradbo in na delovanje možganov, je zelo pomembno razumeti, kako so se skozi milijone let naši možgani oblikovali, kaj morejo in kaj ne zmorejo. Zelo pomembno je se naučiti nekaj iz preteklosti in pogledali bomo nekaj postaj na poti razvoja človeštva, kjer smo se soočali kot družba z podobnimi dilemami, kjer je recimo tehnologija ponudila eno veliko novo rešitev in smo potem nihali med apokaliptičnimi in pretirano optimističnimi scenariji. Videli bomo, da je za razumevanje tega vpliva izjemno pomembno poznati tudi možgane otroka. Ti možgani niso zgolj pomanjšana oblika možganov odraslega in so posebej v prvih 2 desetletjih posebej ranljivi. Na to bomo se dotaknili enega strašno optimističnega sporočila nevroznanosti zadnjih nekaj let. Ko sem jaz bil specializant, smo se učili, da so možgani edini organ, ki ima določeno fiksno število celic in če imaš veliko srečo v življenju, boš s točno takim številom celic potem umrl, ampak verjetneje jih boš pa nekaj prej izgubil, nikakor pa ne imel več ali pa nove. Danes vemo, da temu ni tako in to je ena taka zelo optimistična nota, ki jo daje sodobna znanost. No, potem se bomo pogledali, kaj pomeni
ko so možgani zazrti v zaslon, v različne zaslone, bodisi nekih pogovorov, bodisi pornografije, bodisi iPhona in podobno, kaj to pomeni za možgane. In potem se bomo dotaknili znova na tem, kar jaz mislim, da sodobna nevroznanost ponuja, na eni optimistični noti možganov digitalnega jutri. Vidite, to so sestavni deli možganov. Možgani so sestavljeni iz celic in vse celice vseh bitij, ki imajo možgane, so približno taki. Mi iz tegale slajda ne moremo reči, ali so to možgani črva, ali so to možgani Einsteina. Vemo sicer, da črv ima približno 308 takih celic, mi jih imamo približno 80 milijard. Še pred 3 leti smo rekli 100 milijard, da so nas pa popravili, šteli so jih za eno zelo zanimivo metodo, so jih dejansko prešteli in jih imamo približno nekaj manj, kot smo ponosno upali, imamo jih pa vsem veliko 80 milijard, ampak vsaka od teh celic, od 80 milijard celic, ima približno 10.000 povezav. To je veliko več, kot je vseh zrncev peska na vseh plažah tega planeta. Se pravi, možgani nekje v zgodovini življenja nastanejo in potem se razvijajo, postanejo vse bolj kompleksni. In mi imamo pravzaprav v svoji glavi 3 slojev možganov. Najprej približno tale, tukajle dol, kjer so zelo osnovne funkcije, dihanje, razmnoževanje, hranjenje in podobno, ki ga imajo tudi plazivci, zaradi tega tale del možganov imenujemo plazivski del. Ta ni nikoli v nevarnosti, da bi ga digitalna tehnologija karkoli pokvarila. Potem se pa nekako 300 milijonov let, ko se pojavijo sicer med prevladujočimi dinozavri prvi sesalci, mali sesalci pod zemljo živijo, ker se tako bojijo in po noči pridejo na dno. Se pa pojavi približno tale krog, ki ga tamle vidite približno zeleno, in za tem krogom pride eno lepo darilo, ki nam ga evolucija da iz še vedno neznanega razloga, vendar zelo cenimo to darilo. Preprosto je 2 daril, eno darilo je spomin, se pravi začenjamo se spominjati prvič v življenju tega planeta, se neko bitje spominja, kaj je bilo včeraj, ne zato, ker je bilo tisto tako luštno, ampak zato, da bo lahko svoje obnašanje jutri prilagodilo temu. Se pravi, spomin je in potem čustvo je, da imam nekaj rad. In tukaj pa zdaj že vidimo prve zasnove tistega dela možganov, kjer pa bodo digitalni mediji lahko že vplivali. Namreč ta del, ta zeleni del tukajle, ima en poddel, en svoj manjši del, ki je strašno povezan z občutkom nagrade in zadovoljstva. Zakaj je to pomembno? To je pomembno, a veste, hrana sama po sebi, seks sam po sebi, pijača sama po sebi, pravzaprav se ne bi kaj veliko za njo borili, za te stvari borili, če nam ne bi vzbujali zadovoljstvo. Se pravi, da je narava morala nekako narediti nek stroj, nek mehanizem, ki če nekaj dobrega pojemo, če se imamo radi, če nekaj dobrega popijemo ali kaj takega, da možgani to čutijo kot nagrado. In obstaja del možganov, pokazal vam ga bom, tukaj je ena taka mala pot, ki je zasičena z eno snovjo, ki se reče dopamin. In kadarkoli, vendar bistvo te poti tukaj, te nagradne poti nagrade, ni v tem, da jaz uživam nagrado. Ne, narava je to naredila na en zanimiv način. Naredila je to tako, da se veselim, da bom dobil nagrado in se borim, da bom dobil nagrado. Ko pa potem uživam to nagrado, recimo čokolado 70% kakavom, potem pa se drugi nevrotransmiteri, pa ni več pomemben dopamin, ampak je nekaj drugega. Ampak vidite, narava želi, da se borimo in na nek način
ojača to naše iskanje dobrega, kar čutimo kot nekaj ugodnega za nas. Vidite, te stvari so globoko v možganih, imenujejo se limbični sistem. Zakaj limbus pomeni kot nek krog, kot nek rob, limbus, in tukaj noter so shranjena naša čustva. In del tega limbičnega sistema, vidite tisto rdeče, je pa ta sistem za nagrajevanje. S tem, ko pa nam rastejo možgani še nad tem limbičnim sistemom, kar pa je predvsem pri primatih, predvsem pri opicah, predvsem pri nas, pa ta nagrada začne posegati tudi na možgansko skorjo, vidite takole gor, zlasti v tale sprednji del, imamo ga nad čelom, ki je pa pomemben pravzaprav za razmišljanje, za odločanje, za inhibiranje, se pravi s tem delom. Ta modri del si lahko mi predstavljamo kot neko inkvizicijo ali pa kot nekega stražarja, ki nekaj dovoli, nekaj pa ne dovoli. In v glavnem se bori proti impulzom teh globokih limbičnih sistemov. Pravi, čustva so dobra, vendar preveč čustev pa ni dobro. Spomin je dober, vendar zanimivo, preveč spomina tudi ni dobro. Veste, nekdo, ki prihaja iz nekega vojnega področja, recimo se zdravniki borimo proti njegovemu spominu. Seks je dober, vendar preveč seksa tudi ni dobrega. Gledati nek zaslon je dobro, vendar preveč tega pa tudi ni dobro. Se pravi, vidite, v evoluciji se spostavi strašen zanimiv in ploden dialog med prohibitornim delom našega čelnega dela možganov, pa med tem impulzivnim delom globokega dela možgana, zlasti tistega, ki nas tudi nagrajuje. Vidite, ta del, ki nas nagrajuje, tukaj sem ga izdvojil, izgleda, da ga je narava vložila noter predvsem zaradi tega, da bi poudarila, da tiste najpomembnejše stvari, od katerih je odvisno naše razmnoževanje, naše preživetje, seksualnost, hrana, pijača, da se nam za njih splača boriti in že proces borbe in iskanja tega nas bo nagradil preko dopamina. To je ta evolucijska logika tega, da si mi nekaj želimo, nekaj, kar naši možgani interpretirajo, da je za nas dobro in da nas bo nagradilo. No, vidite, potem se je pa zgodilo v tej naši evoluciji, recimo zadnjih nekaj tisoč let, da smo se včasih naenkrat soočali z nekim tehnološkim prebojem. Ta tehnološki preboj ni bil evolucijski, zato da bi se mi evolucijsko naučili čitati, bi mi potrebovali 100 000 in milijone let. Mi, recimo, smo se naučili pisati v 5000 letih. Pred približno 5000 letih je človek začel vrezovati prve neke znake, ki bodo kasneje postali črke. In smo bili pred nekim trenutkom, ko smo začeli neke svoje podatke ali misli ali kaj takega, kar razširjati. Razširjali smo jih preko gline, preko kamenčkov. In veliki ljudje so zelo svarili pred takimi kulturološkimi in civilizacijskimi preboji. Znano je, da je Platon, ki sicer vedno se sklicuje na Sokrata, pravi Sokrat je rekel to in to v bistvu so pa to seveda Platonove ideje, Platon in Sokrat sta bila zelo proti pisanju črk na kamen, rekla sta, to pomeni, da ti pravzaprav iz svoje glave daješ stvari na kamen, s tem boš osiromašil svoj spomin, s tem ne boš imel več v glavi in prihodnje generacije bodo vse bolj osiromašene. Kaj pa potem, ko se bodo ti kamni izgubili, recimo. Potem ena taka, no in kar hočem reči je, da sam proces čitanja takih znakov, črk,
ali recimo tehle, ne, nam fizično spremeni možgane. Mi dobimo, zanimivo, ne, narava ne naredi ob čitanju, ne naredi nov del možganov, ki bo rekla, aha, ta del bo pa za center za čitanje, ne. Narava vzame en prastari del, ki je sicer bolj pomemben za to, da mi znamo oceniti, a so neke površine, a so neke linije ravne ali poševne, in jih zelo spretno, približno zadnjih 10 000 let spremeni v del možganov, ki spozna takoj črke. Vam ni treba razumeti, da je to črka, ampak vaši možgani jo bodo takoj spoznali kot črko, ne kot neke torej črte. Vidite, se pravi, možgani se fizično spremenijo približno pred 5000 leti, takrat, ko mi začnemo osvajati črke. Potem pa nekje v 16. stoletju, ko začnejo ladje potovati po širnih morjih, pa začnejo risati zemljevide. In naši možgani, predvsem tale desni del zgoraj, parietalno, je naenkrat prisiljen, da si ustvari prostorsko podobo sveta. Se pravi, znova narava vzame en del možganov, ki je prej bil za nekaj drugega, in reče, zdaj je pa strašno pomembno, da imamo mi spremenjene možgane, in sicer tako, da znamo čitati, da imamo neko prostorsko predstavo, recimo planeta, ne? In od takrat naprej mi znamo čitati zemljevide. Seveda, ena izmed najbolj znanih teh revolucij je bila v 16. stoletju izum tiska, Gutenberg, ne. Zanimivo je, da je Gutenberg, takrat sama njegova ideja, naletel na strašno veliko nasprotovanje. Eno izmed močnejših argumentov proti Gutenbergovemu tiskanju je bilo, da se bodo zdaj dosti posvečene ideje, ki jih zaslužijo samo modri ljudje, da jih poznajo, ne pa neki neuki kmetje, ki s tem ne bodo vedeli, kaj delati. Zdaj se to znanje kar naenkrat prenaša na čist vse ljudi. Modre, ne modre, posvečene, neposvečene, iz tega stanu, iz onega, in to bo zanesljivo naredilo apokalipso, eno tragedijo na svetu. Na takem majcenem nivoju smo se tudi Slovenci soočali, torej jaz sem pred kratkim si prečitval eno tako malo knjižico Tiri in ne vem, kako se imenuje, kjer je zgodovina južne železnice. No, in tam je eno poglavje, kjer tako lepo opisuje, vidite, to je železniška postaja v Ljubljani, ko smo dobili železnico, no in kaj vse so ljudje pisali v Blajvajsove ljubljanske novice takrat. A ne, recimo, možganska obolenja ljudi in jalovost živali zaradi hrupa in puha tega hudičevega izuma. Čolnarstvo se bo na Savi posušilo, na stotine ladjarjev bo obkruh, saj bo odslej ves tovor vlačila iz kraja v kraj ta Hudimanova železna kača, Bog je nas reši, in kmetje bodo obubožali, ker ne bodo več z voljmi vlačili ladij od postaje do postaje. V temi sredi belega dne, to je v predorih, ne, razborite moške napadejo grešne misli, da začno siliti v svoje sopotnice, da jih nekateri kar objemajo in poljubljajo. Ta potovanja s parno lokomotivo spodkopavajo svet, ki dejansko obstoji samo še iz železniških postaja, ne. Pa nekdo, posebej pretresljivo, bil sem priča, kako je takšna iskra priletela na svileni plašč neke dame in na njem naredila kot srebrni goldinar veliko luknjo. Vidite, skozi kakšne tragedije smo Slovenci šli v svoji zgodovini in vendarle za čuda preživeli, kljub tem iskram. Ne? Ampak poglejte, zdaj si pa poglejmo možgane prvih 2 desetletij. Najprej vam moram povedati, da znova se bomo vrnili na ta del, na to dihotomijo, na ta dialog med globokim delom možganov, čustvenim, impulzivnim, ki hoče takoj in zdaj, pa tistim, ki pravzaprav inhibira, ki pravi počakaj, premisli. Mi vemo, da ta globoki del, ki je evolucijsko tako zelo star, se pri otroku že zelo zgodaj močno ojači. Veste, otroka seveda je že ob samem, že nekaj dni po rojstvu, ga je strah, recimo, ne, ko bo mamica šla, a veste, kako joka in išče in tako naprej. Vse to je tukaj le dola, ne. Hoče jesti zdaj in takoj, ne. No, kar 20 let traja, da tale
del možganov, ki pa nas inhibira, ki nas usmirja, ki nam daje neke razumske premisleke, da ta dozori. Zdaj, in v ta nezreli del seveda prihajajo impulzi tudi tistega nagrajevalnega sistema, ki pravi, poglej, če pa pojem to čokolado, moram se boriti za to čokolado, moram se boriti, ko so malo starejši, za seksualnost, ne, moram se boriti za to, da bom Coca-Colo, moram se boriti za to, da mi bo mama računalnik kupila in tako naprej. In to so močni impulzi, predvsem jih pa zelo karikira. Veste, tale del, ko nam tale sprednji del dozori, potem smo mi pravzaprav zadovoljni tudi sami sabo s takimi, kot smo. Ni se nam treba pretirano dokazovati, če mi v sebi vemo, da smo dobri, da smo taki, ne, da smo sposobni, medtem ko v času, ko tale del še ni dozorjen, se moram jaz neprestano dokazovati, in to ne staršem, ampak dokazovati se moram svojim vrstnikom. No in tako prihaja, vidite, v tem obdobju adolescence do tega zanimivega, pa pravzaprav zelo pomembnega obdobja, ko je tole dozorelo, impulzi so dozoreli, to ni dozorelo in ko je pravzaprav sam proces odločitve lahko za otroka zelo nevaren, zelo zgrešen. Ne, in kjer potem prihajate vzgojitelji, ne, spet ne smete, kot smo lepo prej slišali, ne pretirano avtoritarno, ne avtoritativno, ne tako, ampak z nekimi prijemi, ki jih vi najbolje poznate, pravzaprav nekako prebroditi to obdobje do 20. leta. Ob tem pa moramo reči, da pravzaprav se pa ves čas otrokovi možgani gradijo, spreminjajo, ne? In da to spreminjanje in grajenje mi imenujemo nevroplastičnost. Zelo, zelo izrazito je v prvih 2 desetletjih. Kaj je nevroplastičnost? Nevroplastičnost v bistvu, v katero, kot sem rekel, pred nekaj leti nismo verjeli, pomeni to, da če jaz nekaj poudarjeno delam ali pa ponavljano delam, da se bo pravzaprav tisti del možganov, ki je v povezavi z to akcijo, ali pa recimo z to zaznavo, ali pa recimo z temi odločitvami, da se bo okrepil in jaz bom lahko pravzaprav vzpostavil včasih ali začaran krog, a ne včasih pa pravzaprav ne začaran krog v negativnem pomenu, ampak pravzaprav bom zelo in izjemno okrepil določeno svojo sposobnost. Mozart ni bil genij. Mozart, če štejete njegove ure, koliko je on moral vaditi od takrat, ko je bil takole majhen, do njegove tragične, torej smrti, to je bilo ogromno ur. Večina, verjetno tukaj, tisti, ki imate, seveda moraš pa imeti genetsko smisel za glasbo, če bi toliko trenirala kot on, bi se mu približala. No, se pravi, ne smemo pozabiti, da mi govorimo zdaj o teh dinamičnih možganih, ki se spreminjajo v dobrem in v slabem. Če bomo v tem obdobju velike nevroplastičnosti, pa dihotomije, neskladja med globokimi pa med temi čelnimi povrhnjimi deli možganov otroku ponavljano omogočili neke stvari oziroma jih dovolili, zna to imeti kar precej, bom rekel, strukturne, jasne spremembe v njegovih možganih. Kasneje vam bom pokazal recimo eno sliko, kako se to lepo vidi na primeru internetne odvisnosti. Po drugi strani, veste, je pa to dobra novica, če pa bo nekdo recimo zasvojen, ali pa bo imel to in to, pa lahko mi pravzaprav ravno z uporabo te nevroplastičnosti njemu ogromno pomagamo in to danes znanost pravi hitreje, kot smo si prej predstavljali. Kako ti ekrani delujejo? Vidite,
tukaj je ena popularna knjiga enega zelo pomembnega človeka, Špicerja, tudi v slovenščini se dobi, ki govori pravzaprav o tem, da postajamo dementni. Zelo podobno tistemu Googlevemu članku. Jaz moram reči, da jaz kot zdravnik, pa mnogi moji kolegi smo s tem zelo nesrečni. Mi vemo, kaj je to demenca, to je nekaj drugega, ne gre za nek progresivni upad nekih sposobnosti, z zelo tragičnim zaključkom, z nezmožnostjo pravzaprav povrniti se v prejšnje stanje in tako naprej. Tako da uporaba izraza, da bomo dementni, jaz mislim, da je pravzaprav ni pravilno in je tudi lahko ideološko zastraševanje. Ne bomo, tudi ljudje, ki veliko uporabljajo internet, Google, trenutno ni znakov, da gredo v proces demence. Spomin. Internet in sodobni digitalni mediji delujejo na spomin. Moramo pa vedeti, da imamo v možganih več vrst spominov. En spomin je tisti, ki sega nazaj nekaj minut pa do nekaj desetletij in je umeščen v prostor in v neko epizodo. Recimo spominjam se, kaj sem imel za kosilo ob lanskem novem letu, recimo, ne. Drug spomin je pa zelo kratkotrajen spomin, ki ga uporabljam za to, da manipuliram neke druge podatke. Ta spomin je umeščen v tem novem delu, ta manipulativni, hitri, recimo površinski. Ta spomin, kjer pa si jaz zapisujem, recimo katere sošolce sem imel v 4. G razredu gimnazije v Celju, katere se spomnim ali ne, so pa tukaj le zelo globoko. Nedvomno je, da pravzaprav veliko ukvarjanja z internetom nam siromaši tale globok spomin. Res pa je tudi to, da nam pa bogati in da nam pomaga pri tem spominu. Se pravi, danes ne vemo več 45 telefonskih številk, zelo hitro pa znamo nekaj poiskati. Ni res, da bi mi bili osiromašeni, samo narava spomina se spreminja. Ali je to dobro, ali je to slabo, je zelo odvisno od situacije. Lahko je dobro, lahko je slabo. Seveda, vsi otroci, jaz ne, pa morda mnogi tudi tule ne bi vedeli, ne vem, polovice tega, karkoli pomeni, ampak otroci, ta mlada generacija ponavadi ve vse tele ikone. Pravzaprav je po svoje zanimiva in pretresljiva tudi hitrost, kako se ti mediji digitalni širijo. Glejte, če smo, penetracija pomeni, v tem kontekstu pomeni to, da 50 milijonov ljudi osvoji in ima nek digitalni medij. In za radio smo rabili 38 let, da je 50 milijonov ljudi imelo radio. Telefon 20 let, glejte, splet 4 leta, iPad 2 leti, Google plus 88 dni. Mi bomo čez leto, dve, pravzaprav soočeni z digitalnimi api in torej mediji, ki bodo v toku enega tedna lahko dosegli 50 milijonov ljudi. Vsak tak app, vsaka interakcija z digitalnimi mediji nam spremeni možgane. Ne slepimo si, da ni tako in to je dobro. To samo pomeni, da so naši možgani živ organizem, ki skuša reagirati. Zakaj? Ker jih moramo uporabljati, recimo znana je zgodba Einsteinovih možganov, ker ena izmed stvari zanimivih, ki so jih našli na Einsteinovem, je ena bunkica v tistem delu možganov, ki je za levo roko. In potem to nekako niso znali povezati, Einstein vse niso bolj višje stvari, ne ravno bunke za levo roko, ampak kaj so ugotovili? Ugotovili seveda so, da je on igral violino, da je on čudovito igral violino in da je to verjetno v povezavi z tem. Za londonske taksiste je zelo znano, da imajo zelo okrepljen tale del možganov, kjer je vložen tisti spomin. Ne vozijo nekaj tednov
in potem se jim fizično zmanjša tale del možganov. Vidite, znova nevroplastičnost, ki je lahko stvar nekaj tednov. Ne? Se pravi, jaz mislim, da ne smemo sprejeti izraza digitalna demenca in da je nepotrebno strašenje. A ne? Pardon. Razen vpliva na spomin, ne v smislu rušenja spomina, ampak v smislu restrukturiranja spominov, razen v smislu teh globalnih kognitivnih motenj, ki jih ne moti v smislu demence, se vedno postavlja vprašanje pozornosti. In pozornost pa je ena taka stvar, ki je spremenjena v možganih in sicer ni nam še zdaj točno na tej stopni jasno, kako in kaj. Vemo seveda, da veliko ur, recimo interneta, nam zmanjšuje to globalno zmožnost, ne, ker mi ves čas brskamo in ljudje imajo, ti, ki veliko uporabljajo internet, veliko uporabljajo nekaj, kar se imenuje deljena pozornost. Ne, se pravi, nekaj odgovarja, mimogrede si pogledam, ne vem kaj, z mojo rezervacijo, potem se spomnim, da bi moral še na tisti e-mail, a ne, in v roku 10 minut recimo delam 5 stvari. Nekaj časa je v znanosti veljalo, da je to strašno pozitivno, ne, če si sposoben multitaskinga, to je nekaj dobrega, to imaš fajn možgane in tako naprej. Danes vemo, da temu ni tako. Človek ni sposoben delati paralelno recimo 4-5 stvari, kar gre v možganih, se dogaja hiter preklop od ene do druge, ki je lahko tako kratek, da pravzaprav ne uspe utrditve in ne uspe se konsolidirati v spomin. Ne? Se pravi, pozornost je prizadeta pri internetu v smislu hitrega taskinga. Internetna zasvojenost. Vidite, medicina je strašno previdna in prav je tako, pred pretirano hitrim nekim, ja, to pa je patološko, to pa je tako. Imamo tragične primere iz zgodovine, ko je medicina nekaj razglasila za bolezensko ali pa za patološko ali pa za abnormno. Terminologi zlasti se z določeno žalostjo in sramom spominjamo recimo enega našega kolega Friedmana, pa nič hudega ni hotel, ampak nekako je takrat on je recimo delal te, ne vem, če ste slišali, frontalne lobotomije, nekako se mu je zdelo, da če gre z nekim dletom skozi nos in prereže tale sprednji del možganov, da potem umiri ljudi, kar je res, ne. Ampak pa je bil problem to, da so babice recimo pripeljale kakšne svoje hiperaktivne otročke, ne, in jim je on je naredil 10 000 teh posegov v Ameriki, imel nek avto, s katerim se je vozil od vasic do vasic in s tistim dletom recimo delal to, ker se je smatralo, da recimo neka hiperaktivnost, da je tako zelo abnormna. Se pravi, moramo biti previdni, bolj modri bomo, če bomo malo bolj konzervativni glede tega, kot pa da bomo pretirano. Ne? Tako da recimo ena knjiga DSM se imenuje Diagnostic, skratka to je neka sveta biblija zdravnikov, zlasti tistih, ki se z možgani ukvarjajo, kaj so diagnoze, kaj gre v patološko, pa kaj ne. To internetno zasvojenost prvič omenja, do zdaj je ni omenjalo, vendar še kot kategorijo, ki potrebuje raziskave. Se je pa nabralo kar dovolj podatkov, da danes vemo, recimo, da nekdo, ki je zasvojen, ima fizično spremenjene možgane v tem smislu, da ima manj bele substance, zlasti v predelih, ki so pomembni, no pa niti ne bom, skratka, v veliko predelih možganov se belina, možganska belina krči. Druge slike, s katerimi slikamo metabolizem, pa kažejo, da je pravzaprav metabolizem možganov, pa delovanje možganov pri tej internetni odvisnosti strašno podobno katerikoli odvisnosti. Se pravi, prizadeta je tale prastara evolucijska pot, z recimo internetom ali pornografijo ali ne vem, iPhoneom, ki ga moram imeti v žepu, sicer sem ves nervozen, smo mi svoje
možgane obvestili, da je to tako pomembno za naše preživetje, da pravzaprav moramo iskati to vsake toliko minut, ur ali kaj takega. Se pravi, naši možgani so na nek način ogoljufani glede resničnosti te informacije in to mi lahko prav na slikah vidimo. Ne? In kot sem rekel, vse se pa vrti predvsem okrog te evolucijske poti, da je to vredno, da bom za to nagrajen. Ne? Predvsem 4 področja take možne odvisnosti se nam kažejo: internetna pornografija, predvsem starejši in starejši adolescenti, seveda te klepetalnice, ali kako se jim, a se reče klepetalnica? Ja, tako, to, potem online igre in seveda ta gambling, internetne igre na srečo in s tem se zdaj medicina precej ukvarja. Seveda, eno je fenomenološko poročilo o tem, imel sem 14-letnega bolnika, ki je, 38 ur bil na internetu in potem smo ga sprejeli. Drugo je pa res to opredeliti kot bolezen s temi in temi značilnostmi, neke kriterije, ali je zdravljenje ali ne. Vidite, približno kako v možganih gre ta zasvojenost. Nekaj vidim. Recimo vidim pornografijo ali pa vidim, nek naslov ali pa vidim ime na svojem iPhonu. To gre v to številko 1, kjer je center zavid, no in potem iz tega centra zavid gre v te globoke možgane, kjer mi pride do vzburjenja. Zakaj do vzburjenja? Ker moji možgani interpretirajo, da ob tem imenu, recimo, Jaka Kopitar ali pa kaj takega, ali pa ob tej in tej sliki, je to nekaj, kar absolutno moram odreagirati, ker je v nevarnosti sicer moje preživetje. Potem pa to vzbudi številka 3, vidite, je pa tista pot, masovno se izloči dopamin in jaz sem zdaj prisiljen in moram iskati, da to zadovoljim. Na to imamo številko 4, ki je posebej nevarna, ki pa je višje v možganih in ki pravzaprav reče, ja, to je kar normalno in vi potrebujete vse več in več dopamina, da dobite to vzburjenje. In 5. je zelo pomembna, to je pa ta socialni del možganov, ki pri otroku recimo je še neaktiven, pri kakem odraslem, ki ima pa tukaj demenco ali pa kaj takega, je pa tudi torej neaktiven, se pravi, ni kontrole in ni inhibicije. Tole bomo spustili. No, pa da končam. Za možgani digitalnega jutri. Jaz osebno moram reči, seveda, da čeprav prihajam iz tiste generacije, ki ni poznala interneta, jaz se spominjam, ko je internet prišel, iz generacije, ki je, čitala Dostojevskega, pa veliko edicijo, recimo Don Kihota, čitala skodelico kave in tako naprej se na pamet učila. Jaz moram reči, da seveda je internet dal eno čudovito možnost ljudem. Jaz recimo, če to gledam z svojega profesionalnega stališča, veste, dostikrat pride v ambulanto kakšen bolnik, ki ima eno bolezen, ki jo jaz sicer zelo dobro poznam, o kateri sem se učil, ampak on ima absolutno najboljše in updatane podatke, recimo kako v laboratoriju v Santa Barbara, Santa Monica, Harvard, uporabljajo substanco, za katero še nikoli nisem čul, 6-oksi-dihidrotetrabenazin, ki pomaga pri tem in tem in je to ta študija pokazala. Seveda, razlika med menoj in njim je, jaz sem njemu zelo hvaležen za to informacijo in potem tudi grem na internet in jo pogledam. Ampak seveda to, da sem recimo jaz študiral 6 let splošne medicine, pa pol 6 let specializiral, pa potem
veliko let delal. Meni daje en tak globalni pogled, da jaz vidim tudi relevantnost te informacije. In dostikrat se pokaže, da ta informacija je relevantna, vendar za miške do 6. meseca, recimo, ne, ali pa in da še dolgo ne bo. In jaz verjamem, pravzaprav, da z neko našo modro, ne da nas bo strah, ne da bomo paniko zagnali, da bomo očuvali to, kar je dobro, ne, se zavedali tega, kar je slabo, ne, da pravzaprav lahko mi kot družba najlepše od obeh svetov dobimo. Še vedno bomo ljudje, ki bomo vzeli Ano Karenino, odšli na vikend, ne vem, nekam gor v gore ali na mediteransko obalo, cel dolg vikend čitali to Ano Karenino, ne, imeli offline, ali pa tudi, če bomo kaj pogledali, ne, verjetno ne bomo, ampak bomo zmožni Ano Karenino prečitati, obenem pa v tistem momentu, ko bomo pa rabili, če pa k meni zdajle pride en bolnik, ki ima neko zelo nenavadno kombinacijo simptomov ali pa odgovora, za katerega jaz še nikoli nisem videl, a veste, je pa samo stvar 5 minut, da jaz vidim, kaj o tem misli zdravnik v Rochesteru, kaj zdravnik v Moskvi, kako je nekdo v Johannesburgu pa videl 5 takih bolnikov in jih zelo uspešno. To je neko čudovito bogatstvo, ki jaz moram reči, da bi bil žalosten, če bi mi ga nekdo v imenu, recimo, enega strahu, ja, bomo pa se pogubili, a ne, oduzel. Če zaključim kot zadnji slajd. Ali digitalni mediji vplivajo na možgane? Da, kot vse. Vse vpliva na možgane, ne. Ali je res to, da smo obkroženi z preveč dražljajev, ko smo izpostavljeni digitalnim medijem? Zdi se, da ne, da je ta odgovor ne, ni še čist, to je dokončno. Zakaj? Ker naši možgani pravzaprav imajo zelo uspešne, že naše oči, že naša ušesa, že naši receptorji, pa tudi možgani imajo zelo uspešne mehanizme, da tudi, če je veliko tega, veste, mi procesiramo samo toliko in torej toliko. Naprimer, mi ne moramo delati multitaskinga, tudi če si ga želimo, ker naši možgani niso tako narejeni, ne. Ali lahko postanem dementen? Ne. Ali imam spremenjeno pozornost? Da. Ali imam spremenjen spomin? Da. Imam ga prestrukturiranega. Ali lahko postanem od tega odvisen? Da. A imam po drugi strani pa novo priložnost, čisto novo dveh svetov? Da. In ne bi si jo rad pustil odvzeti. Hvala vam.